Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvije čisto nova zgodba, zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Sanjski metulj. Dragi otroci, udobno se namestite v svojih posteljicah. Počasi zaprite oči in globoko vdihnite skozi nos. Počasi izdihnite skozi usta. Ko vdihnete, se vam trebuh dvigne, ko izdihnete, pa spusti. Trebuh potuje gor in dol, gor in dol. Le dihajte ter opazujte vsak svoj vdih in vsak svoj izdih. Zdaj se počutite sproščeno in pripravljeni na čarobno pravljico. Ko ponovno zaprete oči, si predstavljajte, da ležite na mehki travi v čarobni deželi. Okoli vas so pisane rože, ki dišijo po sladkem medu. Na nebu sijejo zvezde, ki svetijo kot drobni diamanti. V daljavi zaslišite nežno šumenje potoka in petje ptic. Naenkrat se pred vami pojavi čarobni metulj z bleščečimi krili. Metulj se vam nasmehne in reče: Pozdravljeni, dragi otroci,
Popeljal vas bom na čarobno potovanje. Metulj vas popelje skozi čarobno deželo, kjer srečate prijazne živali ter čudovite rastline. Vsaka žival in vsaka rastlina vam pove svojo zgodbo. Srečate modro sovo, ki vam pove, kako pomembno je znanje. Sova vam pokaže svojo knjižnico, polno knjig, ter vam pove, da je v vsaki knjigi skrito veliko znanja in modrosti. Nato srečate igrivega zajčka, ki vam pokaže, kako pomembno je biti radoveden ter raziskovati svet okoli sebe. Zajček vas popelje skozi gozd, kjer odkrijete skrite kotičke in čudovite rastline. Pove vam tudi, da je svet poln čudes, ki jih je vredno raziskati. Potem srečate prijaznega medveda, ki vam pove, kako pomembno je biti pogumen ter vztrajen. Medved vam pokaže, kako je premagal svoje strahove ter postal močan in pogumen. Pove vam tudi, da je v življenju pomembno, da se ne predamo in da vztrajamo, tudi ko je težko. Medtem, ko nadaljujete svojo pot, srečate tudi čudovito srno, ki vam pove, kako pomembno je biti sočuten ter skrben do drugih. Srna vam pokaže, kako skrbi za svoje mladiče ter kako pomaga drugim živalim v gozdu. Pove vam tudi, da je v življenju pomembno, da smo prijazni ter da pomagamo drugim, kadarkoli lahko. Nato srečate staro modro želvo, ki vam pove, kako pomembno je biti potrpežljiv in vztrajen. Želva vam pokaže, kako je počasi in vztrajno prepotovala dolge razdalje in tako dosegla svoje cilje. Pove vam, da je v življenju pomembno, da smo potrpežljivi ter da vztrajamo tudi takrat, ko je pot dolga in težka.
Na koncu potovanja Metul reče: vedno se spomnite, da je najpomembnejše v življenju biti prijazen ter pomagati drugim. Tako boste vedno našli srečo in mir. Bodite radovedni kot zajček, pogumni kot medved, sočutni kot srna ter potrpežljivi kot želva. Vsak dan se učite nekaj novega ter delite svoje znanje z drugimi. Pomagajte tistim, ki potrebujejo pomoč, in bodite prijazni do vseh, ki jih srečate. Tako boste ustvarili svet, poln ljubezni, miru in sreče. Metul vas nežno popelje nazaj na mehko travo, kjer ste začeli svoje potovanje. Počasi odprete oči in se počutite mirno in srečno. Zdaj je pa čas, da jih ponovno zaprete ter se prepustite sladkim sanjam. Sanjajte o vseh prijaznih živalih, ki ste jih srečali. Naj bodo vaše sanje čarobne in nepozabne. Lahko noč, dragi otroci, lahko noč.